V tem studiu danes dva izjemno zanimiva gosta in sicer predsednik Curling zveze Slovenije, gospod Marjan Kremžar, dobro jutro. Dobro jutro. In pa iz Športne zveze Maribor podpredsednik Zoran Kačičnik. Zoran, dobro jutro. Dobro jutro, dober dan. Dober dan, že se veš, Športna zveza. Absolutno. Curling se vrača v Maribor. Kako dolgo je zdaj bila pauza oziroma kako zdaj gre spet za res? Preden se lotimo tega krasnega športa. Ja, zdaj bo to tretji poskus v Mariboru. Ne, ne bom rekel, da so prva dva neuspešna, vendar so določene stvari zamrle, tako da v tretje gre rado. Tokrat imamo na lokalni ravni novo ustanovljeni klub, ki ga vodijo ženske, tako da verjamem, da bo tokrat uspešno. Tako da bo red. Rešen. Končno. No, ampak kljub temu je treba povedati, da prvi curling klub v Sloveniji je bil ustanovljen v Mariboru in to leta 2010, da ne bo pomote. Da smo pioniri. Kako na marsikaterem drugem. Res je. Ampak curling, izjemno zanimiv šport. Zdaj je seveda spet dobil malo zagona po teh olimpijskih igrah, ko se je res dogajalo prvi šport, pri katerem je crknila luč, prvi šport, pri katerem so se skregali. Ja, fejs skregali. Ker so Kanačani švinglali, ker so se dvakrat dotaknili kamna. Sem prav povedal, Marjan? Ja, v bistvu si prav povedal. Zdaj ta prekršek, ki so ga Kanačani naredili, je bil tako zelo odmeven. Ker namreč curling ne bi veljal za en tak royal sport, kjer se ne goljufa. Ja. In zdaj seveda je velika debata, ali to je goljufanje ali ni. Moje mnenje tukaj ne ostane moje. Ok, ampak ja, ravno to, en tak zelo etičen, džentlmenski šport je curling. Je tako, izhaja iz Škotske, a veste, tam so po moje, to je moja ocena, da je bilo pastirjem po zimi dolg čas, in so potem kamne pogaljali po tistih zadenelih jezerih in tako je nastal curling. Tudi prvi curling kamen, ki so ga našli arheologi, datira tam nekje v 1500. In ti kamni so pa sploh posebni. To ne moreš kar nek kamen vzeti, pa ga pač zdrejati vun, pa gremo. No, videli smo že marsikaj, po raznih jezerih so tudi z ekonomlonci že igrali curling, tudi to smo že videli. Dobro, ja. Ampak seveda, ko gre za ta resni del športa, je pa to, tako kot si omenil, poseben granit škotskega otoka, in zgolj z tega otoka se ta kamen nabira in se potem oblikuje v te 20-kilske kamne. No, to me je zanimalo, kako je to težko. Ker nisem zdaj bil ziher, ali so oni živčni, ko so to nosili, ali so pač enostavno kamni težki, ko so jih tam malo prestavljali sem in tja. Zdaj, to je igra, ki je na ledu. In zdaj me zanima najprej ena stvar, led. To je pa kar problem, ni problem, ampak vemo, da za curling mora biti en prav poseben led. Ali smo to sposobni v naši ledni dvorani pripraviti? Glede na pogovor s predstavniki Curling zveze so ga predvsem v tem trenutku sposobni pripraviti oni in zaradi tega bomo skupaj 7. marca pripravili ta dogodek. Oni bojo svojo tehnologijo in znanjem pripomogli, da se bo naša ledna dvorana spremenila v curling dvorano. Super. Hkrati pa je treba povedati, da smo ravno pri ogledu te površine in celotne ledne dvorane ugotovili, da je to v bistvu edini prostor v Sloveniji, ki bi se zdal z relativno majhnimi finančnimi vložki dodelati, dograditi in bi tako v Sloveniji pridobili prvo curling dvorano. Se pravi, čisto ta pravo namensko curling dvorano. In to je spet neka nova priložnost za Maribor in pa v končni fazi tudi za razcvet curlinga v Sloveniji. Ok, ker kaj sem se jaz naučil, ko sem spremljal curling na RTV in je kapetan naše reprezentance bil strokovni komentator. Tako, lepo ga pozdravi, ker me je ogromno naučil. Hvala, ga boste imeli priložnost poznati v Mariboru, če prijete na dan. Zdaj v soboto, absolutno. Ampak o tem več v nadaljevanju. Ampak zdaj, če smo pri ledu, sem se naučil, da je bil tudi kar viralen tisti posnetek gospoda, ki je tak plesal, pa moonwalkal, pa šprical ta led. In je fora naj bi bila pač te neke male, ko špricajo, nastanejo taki mali špički in potem, ko gre kamen, to topi in potem dobi tisti pravi efekt. Ja, zdaj si šel ti kar v tako fiziko curlinga. Ne vem, kaj si študiral, ampak to je definitivno že približek fizike curlinga, drži. Led je zelo posebno pripravljen. Prva stvar, ki je drugačna od običajnih ledenih površin, je sama voda, s katerega se pripravlja ta led, je demineralizirana, se pravi, nima nobenih primesi.
To, kar si omenil, mi rečemo temu pebble, kot bi ga potuširal. Ja. Gre za to, da dejansko je ledena površina potem tako malo hrapava, take kuglice nastanejo, da kamen bolje drsi. Ker morate vedeti, da ta proga je dolga 50 metrov. Ni to tako blizu zadeti na drugo stran. 50 metrov! Na televiziji ne zgleda toliko. Ne, 15-20. Okay, in potem tam ko se ti kamni spuščajo, je potem taki štartni bloki, na drugi strani je hiša. Drži, hiša. In v vsakem endu v bistvu je zmaga tisti, ki ima na koncu več kamnov v hiši. Ja, če bi zelo poenostavili točkovanje, tako kot pri balinanju, oziroma v Sloveniji temu rečemo prstomet. Ok. Ja, tako da dejansko 2 ekipi, vsaka po 4 igralcev, vsaka ekipa 10x po 8 kamnov. Tako da glede na to, da si gledal, verjamem, da si opazil, da to traja približno 2 uri. Tak nekako. Tako da je to tudi kar fizični šport, ker sigurno si opazil tudi moške na metlah. Ja, pa držati koncentracijo že tako dolgo, že to je problem. Pa ja, metle. In kaj oni zdaj delajo, to, ko rajtlajo s temi metlami? S tem mu omogoča v bistvu da zavije, ali da gre hitreje, ali da ga bremza, ali... Bremzati ga ne more, morda če poskušiš pometati za kamnom, ampak ne vem, če bi šlo. Da mu na rep stopiš. Zgodovina metal je tudi zanimiva. Zdaj, v začetku so bile to take klasične, te ribniške metle, s katerimi so predvsem pometali ta sneg, ki se je nabral na ledu, na teh jezerih, ker to je bilo vse open air, pa mogoče tudi kakšen ogorek, pa kakšen štofelc, kakšna viskija. Zdaj pa dejansko s to metlo ti dvigaš temperaturo ledu in s tem dosežeš, da se met pri teh profijih podaljša tudi za 4-5 metrov. Ampak meni je bilo genialno to, kako oni to žgejo in niti ne gledajo in v noben kamen ne trofijo, ki je tam, da bi ga ruknili. To je faul. To je prekršek, če ga rukne, ta kamen se izloči z igre. Tako da so zelo natrenirani, kar se tega tiče. Pa bolje še tako, da ko pride v kamen v hišo, ga lahko nasprotna ekipa še malo... Ja, od sredine kroga v hiši ga lahko pometa ven, ker je tudi zelo pomembno, da pač ta kamen odide z igre. Ta metla je v bistvu ključni moment krlinga. Res je. Se mi zdi, da ne bolj zanimiv. Ja, ko gre, pa ne veš, pa kaj se bo, pa kuj drugi zraven, pa kaj se boš grobo, žgi. Ženska bi bila zelo dobra. Ženske so v bistvu boljše, sploh v tem delu natančnosti in taktike. Ne rečemo za stonj curlingu tudi šah na ledu, veš? Ja, absolutno, ker je ogromno taktike, razmišljanja. Jaz sem ga samo tako malo po površju, v bistvu pokrampal, pa mi je genijalen šport in to soboto ga boste lahko preizkusili, kako, kdaj, kaj se bo vse dogajalo v dvorani Tabor v nadaljevanju. O curlingu govorimo, ki prihaja v Maribor zdaj tretjič, ampak zato, da bi ostal in to soboto od 2 popoldne naprej predstavitev dan odprtih vrat na temo curlinga v naši ledni dvorani in tudi tekmovanje Pridi in preizkusi. Najboljši bodo tudi dobili nagrade in sicer te curling metle, ki so prav posebne. Metla je osnovni rekvizit, metle, tako je. In zdaj tak je curling, če se ga želi človek lotiti, je verjetno najboljša ali pa edina pot preko enega kluba, ker kako boš drugače sam te kamne nabavljal, pa led pripravljal, pa dobil ljudi, da boš proti njim igral. Drži, ravno zato je v Mariboru na novo ustanovljen klub, Curling klub Maribor. Verjamem, da bo tudi lokalna športna zveza pomagala v tem smislu, da bojo punce, zdaj so punce, seveda bo širše, dobile na uporabo kako uro ledne površine v dvorani Tabor, da se bo lahko izvajal trenažni proces. Sicer pa pridite, preizkusite, definitivno boste uživali. Ja, jaz sem prepričan. Zdaj me zanima, katera so tista prava leta za začeti s curlingom? Ni pravih let za začeti s curlingom, niti ni pravih let za končati s curlingom. Tako da ni važno. Aha, ok. Za starejše občane, recimo. Zakaj si na mene pokazal? Ja, ne vem, zakaj si. Ja, mislim, mi vas itak pričakujemo tam. Ja, mi bomo prišli pogledat, pa se sprobat in kako dolgo, to me tudi zanima, recimo, ker marsikdo absolutno ne pozna pravil, kako dolgo človek rabi, da osvoji
to osnovo? Osnovna pravila bojo obiskovalci usvojili v 15 minutah. Ok, super. Tako da bomo lahko takoj začeli. Nobene posebne opreme ne rabite sabo nositi, imejte neke športne obutev, čisto, prosim, da ne umažemo ledu. Ja. Sicer pa drsnike, ki so pomemben del obutve profesionalne, bojo taki priložnostni drsniki. Aha, ok. Metle bodo tam, kamni bodo tam, ne, tako da ne boj se, da boš mogel kaj nositi. Brez Sam pridi. Ne. Ok, zdaj, ja, ti drsniki, je težko z njimi po ledu, sem pa tja, rabiš nekaj privajanja, si probal, Zoran? Nisem. Nisi še, ok. Je pa dejstvo, da imaš samo na enem čevlju. Aha, hvala Bogu. Drug je za balans, To je poganjanje, tisti- z enim pa drsiš. Okay, se Če pravi, gledaš polarnega medveda, ima podoben stil. gre ena naprej, Ja, pa se ja, zdaj. ja, ja. Aha, se pravi, ko se bom jaz pognal v tisto mojo pozo lepo, kar A ti si se že kar- Jaz že imam, jaz že vem, jaz bom enkica. Ali nekaj štirkica je najbolj. Štirkica je šefe, zdaj se odloči. Jaz bom štirkica. Tako vedno. Ko bom v tej moji pozi karling, ko bom gledal, pa ko spustim kamen, ga rahlo zarotiram in pol ne delam druga kot kričim na vas. Da... Pa z jegrom bomo pa, ne? Zbral si si odlično pozicijo. A samo štirka vedno potoči? Ne, vsak meče, Vsi, se vsi. pravi, Ja, nihče okej, ni okej. zgolj pometač ali pa zgolj šefa, ne. Je pač tipična ekipna igra, vsak dva kamna. Ja, in jaz sem gledal iger, mi moramo paziti, da ko gremo najprej, da postavimo dober gard, Okay. ne? Potem pa moramo metati na rob hiše, spuščati, da potem noter gre proti centru. V bistvu zelo Noben preprosto. zdaj ti te ne Zelo razumeš, preprosta igra. res te ne razumemo. Komaj čakam. Ja, tako v teoriji je zelo preprosto. Še kaj je treba vedeti za soboto? Za soboto, predvsem, da vsi naši občani se v čim večjem številu udeležijo tega lepega dogodka. Jaz sem prepričan, da se nas bo udeležilo ogromno. Še posebej bi pa rad povabil Davorina Boka na svojo ekipo, ki je bil tisti, ki je res ustanovil prvi curling klub v Sloveniji, in ta klub je bil ustanovljen, tako kot sem rekel, leta 2010 tu v Mariboru. In prav zanimivo bi bilo, da se spet srečamo s starimi prijatelji, da nam tudi oni kakšne izkušnje predajo, ne? In dajo na nek način žegn, da mi začnemo s to dejavnostjo naprej v mesto, ker se veste, te Pa ja. duhovne stvari so v Mariboru zelo pomembne. Res je. No, ampak veš, ne pa tudi, da vidimo, če še znajo, ne? Da ne, potem pride neka nova ekipa z nekega radia, pa že takoj, veš, kaj ti hočeš reči, ne? Zmaga. Pa verjetno še ena zadeva, ne, glede na to, da tako opevajo te škotske kamne, ni hudiča, da mi s tem našim pohorjem nimamo tu kakšne poslovne priložnosti v izdelavi teh kamnov. Tako da jaz mislim, da ti fantje iz preteklosti zagotovo imajo kak recept, da bi mi tudi tu kje prodrli. Pa ne morajo biti samo 2 točki na svetu, ne? Ja, ampak sigurno je tretja Maribor. Glede na to, koliko let se igra curling, Marjan, že Ja, v stoletjih. v stoletjih. In če v stoletjih niso našli drugega kamna kot tega z tega otoka, Ja, čakaj, Mogoče niso šele iskali tretji pri nas, poskus je, ne? ne. Ja. res je, ok, morda pa. V vsakem primeru res vabljeni to soboto od 2 popovdne naprej. Pridite pogledat, zelo, zelo zanimivo bo, lahko boste spoznali ta čudovit, plemenit in izjemno etičen šport in ne nazadnje se tudi preizkusili. Marjan in Zoran, hvala lepa za obisk. Se vidimo v soboto v dvorani Tabor. Hvala, dobrodošli Hvala vsi. za povabilo in se vidimo 7. marca na pripravah za 8. marec, ne? Ja. Joj, ne sme se zavleči.